Slovenska reprezentanca je odigrala še drugo prijateljsko tekmo v marčevskem terminu. Po petkovem porazu v Celovcu proti Avstriji je imela ekipa Tomaža Kavčiča priložnost za popravni izpit v Ljubljani proti Belorusiji in Kavčič je precej menjal v začetni enajsterici. Celotna zadnja vrsta je bila z izjemo Bojana Jokića nova. Tekmo pa je seveda začel tudi Boštjan Cesar, dolgoletni kapetan slovenske reprezentance, ki se je prav na tem srečanju poslavljal od dresa z državnim grbom. In ta simbolična gesta slovesa Cesarja se je začela po izteku 5. minute. Številka 5 je seveda tista, ki jo je Boštjan Cesar dolgo let nosil na hrbtu slovenske reprezentance in takole se je v Ljubljani poslavljal tudi uradno od reprezentančnega dresa in takole simbolično tudi predal kapetanski trak svojemu prijatelju in dolgoletnemu soigralcu Bojanu Jokiću. No in potem se je tekma lahko tekmovalno nadaljevala. Slovenija je bila prvič nevarna v 19. minuti, ko je z razdalje meril Josip Iličić, a mimo gola. Potem pa še naslednja akcija v 26. minuti. Iličić je takole preigraval, potem pa je odalec sprožil Rene Krhin, vendar izkazal se je gostujoči vratar Gorbunov. V 33. minuti srečanja so spet zapretili domači. Valter Birsa je bil tokrat tisti, ki je streljal z razdalje. Belorusi so naše omejili na tovrstne udarce in potem so tudi sami začeli pretiti in so tudi povedli. Takole, tekla je 36. minuta srečanja. Maksim Skaviš je zaključil z glavo, Vid Belec premagan. Belorusija je v Stožicah vodila z 1:0. No in že v naslednjem napadu bi se skorajda Vidu Belcu pripetila katastrofa. Takole je nekoliko nespretno izbijal žogo, zadev Skaviša, vendar žoga se je potem odbila za slovenska vrata. V drugem polčasu takole priložnost, da bi Kendiš povišal belorusko prednost. Belec je bil zanesljiv. Najlepšo priložnost za Slovenijo v drugem polčasu je zapravil rezervist Miha Zajc, ki je takole preigraval v kazenskem prostoru, vendar nenatančno zaključil. No in potem, ko se je tekma že iztekala, v zadnji minuti sodniškega dodatka ob koncu srečanja so Belorusi prednost še okrepili in postavili končni rezultat srečanja. Saroka je bil strelec v 94. minuti za zmago Belorusije v Ljubljani. Torej, neuspešni dvojni blok tekem za slovensko reprezentanco ob začetku ere Tomaža Kavčiča, ki pa je dobil veliko informacij, ki jih bo zagotovo dobro uporabil na naslednji prijateljski tekmi. Slovenija se bo 2. junija pomerila s Črno Goro.